Pri nas in drugje po svetu opažamo, da uporaba novih tehnologij močno vpliva na odraščanje otrok. Na to opozarja tudi Slovensko združenje za pediatrijo, zato smo se pogovarjali s pediatrom, dr. Baš Denisom, ki nam je pojasnil, za kakšne spremembe gre. Uporaba digitalnih medijev pri mlajših otrocih, to so v bistvu predšolski otroci do 5. leta, predstavlja v zadnjih letih kar veliko težavo, velik izziv, tako za starše kot tudi za zdravstvene delavce, predvsem bi rekel pediatre, ter tudi vzgojitelje in pa potem kasneje šolarje. Tukaj opažamo predvsem veliko spremembo na govornem razvoju, kjer vidimo, da so otroci, ki uporabljajo te zaslone z zaostankom v govornem razvoju, z slabšim očesnim kontaktom, z begajočo pozornostjo, z izbruhi agresije, ki pač, bi rekel, so bolj izraženi kot na primer pri normalnem razvoju. In pa drugo veliko področje, če zdaj gremo iz področja duševnega zdravja, razvoja, je pa v bistvu telesno zdravje. Vidimo, da so zaradi premajhne aktivnosti težave z prekomerno telesno težo in pa z tudi motnjami hranjenja, motnjami spanja, ki je pa zelo pomembno pri normalnem razvoju otroka. Zdaj, vsakršna uporaba, naprimer, tukaj govorimo predvsem o tablicah, televiziji, računalnikih, igricah, je najpogosteje vezana v notranji prostor, zaradi česar je otrok premalo aktiven, premalo je v gibanju. Tukaj v bistvu je več posledic, naprimer, za otrokovo zdravje. Ena je v bistvu ta, da je razvoj kosti, mišica slabši, da so nagnjeni, kot sem že rekel, k prekomerni telesni teži, k debelosti. Manj so izpostavljeni soncu, zaradi česar je tudi manjša tvorba D-vitamina. Zmanjšana je v bistvu tudi tvorba teh endorfinov, to so pač te hormoni, ki omogočajo dobro počutje otroka. Po drugi strani je pa to obdobje v prvih letih, ko se otrokovi možgani razvijajo in ko je potrebno aktivirati čim več čutev. Se pravi, morajo v bistvu otroci imeti dovolj igre na prostem, da razvijajo tako koordinacijo, da so spretni, da se razvije domišljija, ta socialni kontakt, in to je v bistvu tisto, kar je največja past teh ekranov. Zdaj, raziskave, ki so bile narejene na tem področju, jih je kar veliko. Predvsem raziskav na temo prekomerne prehrane, potem naprimer sladkorne bolezni tipa 2 pri otrocih, potem so to raziskave o, se pravi, gibalnih spretnostih. Druga stvar, ki je pa mogoče še bolj pomembna ali pa se je v zadnjih letih bolj pokazala, je pa razvoj na možgane. Tukaj se je v bistvu ugotovila raziskava, ki je bila opravljena lansko leto, je prav ugotovila, da se zgodijo pri otroku, ki je prekomerno izpostavljen tem medijem, ekranom, strukturne spremembe v možganih, predvsem v delih, ki so odgovorne za jezikovni razvoj, za izvršilne funkcije, kamor štejemo, se pravi, spomin, reševanje problemov, koncentracijo in pa tudi predele, ki so odgovorni za spanje. Tako da te spremembe v bistvu nakazujejo, da so otroci, njihov razvoj slabši
in bi rekel, da bodo tudi kasneje potem slabše funkcionirali tako v svoji okolici, kot tudi v šoli in imeli zaradi tega tudi, bi rekel, slabša akademska pričakovanja. Absolutno Slovenija v bistvu ni neka izolirana država, ampak so te spremembe, ki jih opažajo predvsem v razvitih državah, se pravi v Ameriki, Kanadi, potem Franciji, Nemčiji, kjer so povsod že implementirali smernice za varno uporabo v bistvu teh medijev, koliko časa, katere vsebine, tako da se tukaj želimo v bistvu priključiti tem državam, ki so na tem področju že veliko naredile. Zdaj, če bi rekel, da izhajam iz prakse, moja opažanja in opažanja kolegov so, da se težava z temi napravami, predvsem pametni telefoni in vsebine, ki so pač namenjene pasivnemu spremljanju, razne risanke, filmčki, se začne nekako z hranjenjem, uvajanjem goste hrane pri otroku. To je že recimo po 4. mesecu. In moramo vedeti, da te otroški možgani v tej fazi so zelo ranljivi in rabijo druge stimulacije, gibanje, očesni kontakt. Potem pa se ta stvar nadaljuje in če starši v bistvu pogosto zapadajo v to spiralo, ker otroka v bistvu te naprave, kar bi rekel, hipnotizirajo. In je potem težko to odtegniti, ker naprimer vsakič v bistvu, ko je otrok izpostavljen, se navadi in potem, ko poskušajo naprimer to odtegniti, otrok dobesedno dobi napad agresije in pa starši potem ga ponovno umirijo s to napravo. Zdaj, če pa pogledamo raziskave, ki so bile v Sloveniji narejene na tem področju, je pa zelo pomenljiva raziskava, ki je ugotavljala na podlagi anketiranja staršev in pa vzgojiteljev, koliko časa otroci do 3. leta preživijo z temi sodobnimi mediji, kamor so vključili tako televizijo, tablice, pametne telefone in recimo revije, radio, in so ugotovili, da so naprimer otroci do 3. leta izpostavljeni več kot uro vsak dan tem medijem. Če prištejejo potem še to pasivno gledanje, recimo televizije, ko je otrok v prostoru, ko je televizija prižgana, se to povzpne še za uro pa pol. Se pravi, več kot 2 uri na dan so te otroci izpostavljeni. Vemo pa, da naprimer do 2. leta starosti se odsvetuje uporaba teh medijev. Na prihodnji razvoj otroka v bistvu zaenkrat raziskav na to temo ni veliko oziroma še ni narejenih, ker je pač to dokaj nova težava, s katero se spopadamo. Vemo pa, da naprimer iz prakse, da so naprimer otroci, ki prekomerno uporabljajo te naprave, že sedaj vključeni v program dodatne strokovne pomoči, kar pomeni, da otrok potrebuje tim ljudi, da ujame, se pravi, govorni razvoj, tako logopeda, delovnega terapevta, psihologa, razvojnega pediatra, in predvideva se, da če ne bomo nič naredili na tem področju, bomo imeli v prihodnjih letih večje število otrok z odločbami v šolah, se pravi z dodatno strokovno pomočjo,
in tako da želimo pediatri tukaj s takimi praktičnimi nasveti zajeziti to epidemijo, bi rekel, ki nam sledi, če ne bomo nič postorili. V tem videu smo govorili o vplivu tehnologij. Vabimo pa vas, da pogledate še naslednji posnetek, v katerem najdete nasvete za preprečevanje negativnih posledic rabe tehnologij.